Pozdravljeni, moje ime je Tomaž Gorec. Sem tisti Tomaž Gorec, ki je konec lanskega leta začel zbirati podpise za peticijo za prepoved vse pirotehnike. Glede na to, da je od začetka te peticije minilo že dobre 2 meseca in vas verjeten vse tiste, ki ste peticijo podpisali, zanima, kaj se sedaj s tem dogaja, sem se odločil, da kar posnamem video, kjer bom pač vse povedal, kar je novega glede peticije. Za začetek naj povem, da je do današnjega dneva peticije podpisalo 43.437 oseb. To je zelo velika številka nad pričakovanji, tako da jaz se vsakmu posebej iskreno zahvaljujem, da je pač oddal ta svoj podpis in mu tudi obljubim, da se bom potrudil, da od te peticije res bo neki učinek, se pravi, da prepovemo to pirotehniko. Kaj sem jaz naredil, kakšne, bom rekel, aktivnosti sem naredil v vezi te peticije? Jaz sem pisal Državnem zboru, predsedniku Republike in Komisiji za peticije, človekove pravice in enake možnosti. Predsednik Republike nam je odgovoril oziroma so nam odgovorili iz njihovega kabineta, da pač podpirajo prepoved pirotehnike za osebno uporabo. Glede javne uporabe pa predsednik meni, da morajo biti pravila njene uporabe zelo stroga in natančno določena. Zdaj čisto točno ne vem, kaj ste mislili, ampak mi se še vedno zavzemamo za prepoved vse pirotehnike, tudi tisto, ki ni za osebno uporabo, ker ravno te ognjemete, ki jih imajo mesta, to zelo škoduje zraku, živalmi, onesnažuje zrak, tako da pač mi se še vedno zagovarjamo, tako je tudi v peticiji pisalo, da želimo prepoved vse pirotehnike. Iz Državnega zbora nisem prejel nobenega odgovora do sedaj, sem pa prejel odgovor od Komisije za peticije, človekove pravice in enake možnosti in sem bil tudi vabljen k njim na sestanek, to je v Državni zbor. Ta predsednica komisije je gospa Eva Irgl, ona in njen pomočnik so me sprejeli in so mi povedali, da glede na to, da smo zbrali toliko podpisov, bojo to o tej problematiki odprli, imeli sejo. Ta seja naj bi bila septembra ali oktobra. To je bil tudi moj predlog, ker zdaj so pač te petarde, pokanje in tako naprej, smo ljudje že malo pozabili, tam septembra ali oktobra bo pa spet aktualna ta tema, tako da je super, da bo ta seja ravno takrat. Na to sejo bojo povabili mene, plus rekli so mi, da lahko še koga predlagam, tako če je kakšen tak, ki bi imel kaj pametnega zapovedati, se pravi v korist te naše peticije, ga vabim, da se mi javi in bom jaz tudi potem, pač ne vem, kako točno bo šel ta postopek, bom verjetno njim pisal in bom rekel, dajte še tega pa tega, še to pa to osebo povabiti, ker bi želela to in to povedati in potem je verjetno na njih, da se odločijo, koga vse povabijo. Zdaj naj povem, da podpisi se še vedno zbirajo. Zakaj? Zato, ker več podpisov, ko bomo dobili, večjo možnost imamo, da uspemo. Čeprav imamo že preko 43.000 podpisov, bojo nas sigurno bolj resno jemali, če jih bomo imeli še več.
Tako da jaz bi prosil vse vas, ki ste podpisali peticijo, pa ki jo še boste podpisali, link do peticije najdete v opisu tega videoposnetka, dajte ta link do peticije objaviti na Facebooku, Instagramu, prijateljem poslati po mailu in jih pozovite, naj podpišejo to peticijo. Jaz sem tole malo tako po zdravi kmečki logiki razmišljal, da če bi vsak od nas, ki smo podpisali to peticijo, se pravi nekaj več kot 43,000 nas je, prepričal še eno osebo, da podpiše to peticijo, bi nas bilo že 86,000. 86,000 ali pa 43,000 je pa bistvena razlika. Tako da jaz vas prosim, dajmo se potruditi, če smo že toliko daleč prišli, dajmo se potruditi, da dobi vsak od nas vsaj še en podpis in da še močno povečamo število teh podpisov, ker več kot jih bo, bolj nas bojo resno jemali. Tako da to bi bilo v tej peticiji vse. Kot sem rekel, link najdete v opisu tega videoposnetka. Naj povem še, kakšne bojo moje nadaljne aktivnosti. O tej peticiji mislim pred to sejo, ki jo bo to Komisija za peticije, človekove pravice in enake možnosti razpisala, bom kontaktiral vse poslance in jih vprašal za njihovo mnenje. Naj odgovorijo, ali so proti pirotehniki, ali nimajo mnenja, ali so za pirotehniko, in to bomo potem tudi nekje javno napisali. Bomo napisali, ta pa ta poslanec je zato, da se vse pirotehniko prepove, ta in ta poslanec je proti temu, da se pirotehniko prepove. Tisti, ki ne bo nič odgovoril, bomo napisali, nismo prejeli odgovora. Tako da to bom pač javno objavil, tako da, ko bojo naslednje volitve, bomo vedeli, koga moramo iti voliti. Naj pa jasno poudarim, da ta peticija ni absolutno nič politično usmerjena. Meni osebno je čisto vseeno, kater politik to podpre, meni je samo važno, da podpre. In če bo nekdo, en od politikov, se zelo zavzel za to peticijo, za prepoved pirotehnike, ga bom jaz na naslednjih volitvah volil, pa tudi, če bo z tiste stranke, ki je meni trenutno najmanj všeč. Tako da nikakor mislim, da je tole karkoli politično obarvano. Tako da še enkrat iskrena hvala vsem, ki ste podpisali, tistem, ki boste podpisali, tako da lepo se imejte, vas bom pa sproti obveščal, kaj bo novega s peticijo. Adijo.